Drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus, spet smo z vami v že 17. oddaji Jubilate. V vseh oddajah do sedaj se je zvrstilo že lepo število različnih gostov, največ iz področja duhovne ritmične glasbe. Bodoče bomo povabili tudi druge glasbenike, ki sodelujejo pri cerkvenih bogoslužjih, kakor morda še kakšnega drugega gosta, ki nam bo predstavil drugačen pogled na glasbo. V prejšnji oddaji smo gostili gospoda Daniela Lasbacherja, mariborskega nadškofijskega referenta za glasbo in skupaj z njim pregledali glasbene dele skozi liturgijo Velikega tedna. Danes pa gostimo dva mariborska bogoslovca, in sicer Luko Kolenca in Marka Rakuna, ki sta člana bogoslovskega benda. Luka in Marko, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljen. Pa mi na začetku povejte, odkot prihajata in pa še kakšne druge podrobnosti, v katerem letniku bogoslovja sta. Torej, lepo pozdravljeni še enkrat. Moje ime je Marko, prihajam iz župnije Rečica ob Savinji. Sem pa tretji letnik bogoslovja in pa teološke fakultete. Tukaj sedaj v Mariboru in večinoma tudi tukaj živim. Med prazniki hodim tudi še domov, ampak večinoma časa preživim pa tu v Mariboru. Pa Luka? No, pozdravljeni tudi z moje strani. Sem Luka Kolenc, prihajam iz Celja, župnija Sveti Duh. Hodim v prvi letnik bogoslovja, pomeni, da sem še čisto na začetku. Bruci in starejše generacije dobro sodelujete? Ja. Vse duhovno podpirate? Vsekakor. Moram povedati, da je to celo moj mentor, ne? Ja, to je vedno tako, tudi praksa, pa tudi seveda neko dobro delo, ali kako bi se izrazil, to pač naše sodelovanje med starejšimi pa mlajšimi brati, tako znotraj bogoslovja, kot tudi teološke fakultete, da eden drugega podpiramo, tako v molitvi, v učenju in tudi v vseh drugih stvarih. Recimo za vsako generacijo velja študentov ali pa pri vas bogoslovcev, da ima neke posebne specifike, take karakteristike. Recimo, kako bi pa opisala vašo generacijo bogoslovcev, se pravi to dobo, te letnike? Naša doba, ja, vsekakor vsaka doba se razlikuje po nekaterih stvareh, nekaterih specifikah. Za našo bi lahko mogoče tako poudaril, kar sam opažam, odprtost za sočloveka, odprtost za vsakršna dela, neko iskrenost pa poštenost. To se mi zdi neka tudi najpomembnejše vrline, ki mislim, da jih imamo, jih imajo in ki so blagoslov v bistvu za cerkev. Ja. Se strinjaš? Se strinjam s tem, ja. Ja? Kaj pa kakšne take, bi rekel, druge posebnosti, naprimer, da je morda vaša generacija malo bolj navihana od prejšnje ali kaj takega? Pa jaz mislim, da so skozi bili navihani, mogoče smo na malo drugačen način, ne. Taka pozitivna navihanost je, mislim, da skozi prisotna. Ja. In dobrodošla, seveda. Tako, vsekakor, ja. Če vaš spiritual in gospod nadškof seveda podpirata, če je v okviru dovoljenega. V redu, ja. Pa me še zanima, gotovo naše gledalce zanima tudi podobno, kako je bil pri vaju ta vajin klic, poziv za duhovniški poklic? Jaz sem se za duhovniški poklic za vstop v bogoslovje začel odločati v tretjem letniku srednje šole. Po osnovni šoli sem obiskoval srednjo kmetijsko šolo v Šentjurju, namreč doma sem z kmetije, nas je 7 pri hiši, tega 5 otrok, sem najmlajši. Bil sem namenjen pač, da bi ostal na kmetiji, tudi moja želja je bila to, ampak Bog je malo obrnil to mojo pot. Je pa res, ja, tako da v tretjem letniku v Šentjurju sem potem nekako začel razmišljati o tem, da bi vstopil v bogoslovje. Seveda to bilo na začetku tako to prebujanje.
to bolj površinsko gledanje na to, kam bi šel. Sem pač vedno izbiral potem meteorološko fakulteto ali pa bi mogoče študiral naprej agronomijo. Ampak v tistem obdobju, ko sem pa začel razmišljati o tem, pa sem tudi malo več začel zahajati k Sveti Maši, tudi v Šentjurju, pa se veliko več začel pogovarjati tako s svojim domačim župnikom, kot tudi z župnikom iz Šentjurja. Tako da sta mi tudi malo pomagala razčiščevati in pa odkrivati mojo pot. Tako da lahko rečem v bistvu, da ko sem se potem v 4. letniku po opravljeni maturi si zadal torej cilj, bom vstopil v bogoslovje, bom vstopil na teološko fakulteto, lahko rečem, da mi niti ni bilo potem tako težko reči, ja, zdaj pa grem. Na začetku pa vsekakor so bile borbe. Katero srednjo šolo si obiskoval? Kmetijsko. Pač zaradi te želje, ki sem jo imel, da bi ostal doma na kmetiji, imam rad naravo, živali in to je bil moj cilj, da bi postal, ampak kot sem že dejal, potem je Bog obrnil to pot, kar pa seveda ne pomeni, da ne morem živeti z naravo, to pa še vedno rad. Pa se je klic zgodil nenadoma ali je, bi rekel, postopoma utrjeval v tebi to željo? Tako je bilo v bistvu, jaz sem večkrat v cerkvi ali pa tudi tako osebno molil za to, da bi spoznal neko pravo pot, torej za pot prihodnosti. Eno poslanstvo. Tako, bližal se je v bistvu tudi zaključek moje srednje šole in sem večkrat pač razmišljal, pa tudi molil za to, da bi nekako spoznal, kaj je tista prava pot zame in potem tako nepričakovano pade to, da bi pa jaz postal duhovnik. Moram reči, da sem zdaj zadovoljen, vesel, da sem v bogoslovju. Velja. Pa tvoja pot, Luka, kako je izgledala? Moja pot je izgledala malo drugače, seveda. Jaz sem svoj klic dejansko začutil že zelo zgodaj. Ko sem bil manjši, sem nekako gledal na duhovnike iz klopi, pa sem si želel skrito. To je pa nekako tisti poklic, ko bi ga jaz mogoče lahko upravljal. Potem sem postal ministrant, sem bil 12 let ministrant, ampak nekako si nisem upal takoj odgovoriti na klic. Tako da po srednji šoli sem se vpisal na pedagoško fakulteto v Ljubljani, kjer sem študiral matematiko in računalništvo 3 leta. Ampak nekako ta klic nikoli ni nehal. Jaz sem skrito upal v sebi, da bi pa le šel ta križ mogoče mimo mene, ker sigurno je to en izmed težjih poklicov, ja, gotovo, pri katerem se moraš veliko odpovedovati. Ampak enostavno Bog... Ta kelih ni šel mimo. Tako. Bog je še vedno klical in sedaj sem tu. Dobro, še dojemaš kot kelih, kot trpljenje oziroma? Dejansko zaenkrat ne, moram reči. Ampak res pa je tudi, da še nismo na župnijah, še nimamo vseh tistih skrbi, ki jih imajo duhovniki. Imamo pa skrbi na teološki fakulteti. To je pa druga. Oziroma, če se malce pošalimo, čeprav je svetovna finančna kriza že mimo, se je v Mariboru šele začela, ne? Ja, bi lahko rekli, ja. Tako je. Kaj pa je v tem poklicu oziroma kot bogoslovca sedaj tako, bi rekel, mikavnega oziroma kaj je tisto, zaradi česar sta se pripravljena odpovedati vsemu in iti za Kristusom? Boš ti, Marko, začel? Ja, glede mikavnosti težko mogoče reči. Jaz bi potem, vemo torej, da je bogoslovec samo neko prehodno obdobje, ki sledi torej do duhovniškega poklica. Kaj je tako mikavno, v bistvu, meni večkrat marsikdo reče, ja, duhovniki, kako vam bo fajn, dosti denarja, nič fizičnega dela, pa sem pa tja. Služba zagotovljena. Tako, ampak večkrat pač marsikoga tu popravim, ker se ne strinjam, ker če bi se jaz na podlagi tega odločal za bogoslovje, me ne bi nikoli bilo. Tudi če bi z tega zornega kota na samo cerkev pa tudi gledal, bi tudi verjetno imel težko tako vero, kot jo imam.
kaj je mikavnega? Jaz mislim, da resnično te vleče nekaj, kar je nad tabo, da v bistvu te nekaj vleče v to, da bi rad postal duhovnik, da bi rad postal Kristusov služabnik, da bi rad hodil za njim, da si pripravljen se tudi odpovedati marsikateri stvari in resnično stopiti za njim. Mislim, da tudi zdaj v tem postnem času, ko je za vsega od nas, tudi za nas bogoslovce, priložnost, da malo prečiščujemo svojo odločitev, da gledamo na svojo življenjsko pot, na pot bogoslovja, je idealna priložnost, da o tem govorimo, o tem premišljujemo. In kot ste omenili to mikavnost, jaz mislim, da je mikavnost ravno v tem, da se skušaš, kot pravi evangelij, odpovedati nečemu ali pa vsemu in stopiti na pot za Kristusom. Jaz mislim, da je to mikavnost. Zame tudi, ko sem zelo rad, ko sem se odločal, bral življenjepise svetnikov, vse so zapustili in šli za njim. Mislim, da je to tista mikavnost, mene zgled Frančiška Asiškega, matere Terezije, večkrat tako vleče, ker so resnično pustili za seboj vse materialno, vse grešno, če lahko tako rečem, in stopili na pot za njim. To je mikavnost, po drugi strani pa tudi neka sreča, neko veselje, ki te lahko osrečuje, če se seveda za to odloči svobodno, z neko ljubeznijo in pa s pripravljenostjo. Bi še težko tukaj dodal zraven, skoraj da dejansko ja, ravno ta hoja za Kristusom, da mu postaneš čim bolj podoben, to je dejansko tisto, kar je najbolj mikavno pri tem poklicu. Je težko narediti ta korak, pa reči, celo življenje bom navezan na nobeno stvar? Ja, pri meni je bilo zelo težko, ker ne vem. To je obreza srca, ne? Dejansko res. Ker v današnjem svetu smo navajeni, da imamo vsega dosti, da imamo preveč denarja, da imamo, ne vem, da lahko počenjamo karkoli želimo, ampak dejansko v tem našem poklicu je pa ravno to, da se odpoveš temu, da se zavestno odpoveš temu. Ja? To je tisto, kar mene zelo privlači pri tem poklicu. Marko, omenil si vera in cerkev, ne? Se pravi, mnogi pravijo, da je treba imeti te dva pojma na različni oziroma na tehnici, na različnima skodelicama, pa meniš tudi sam, se pravi podobno, da morata biti ločena, se pravi vera in cerkev. Jaz mislim, da ločeni ne moreta biti. Verjamem, da marsikdo tudi lahko beremo pa gledamo o tem, da nekateri zelo to ločujejo, vera ja, Bog ja, cerkev pa ne, ker je ne potrebujemo, ampak že samo, če pogledamo, kot je dejal arški župnik Janez Marija Vianney, je v eni svojih knjigi napisal, kaj bi bilo, če ne bi bilo, na primer, duhovnika. Torej, ne bi bilo v bistvu evharistije, ne bi bilo v bistvu nič brez duhovnika. In jaz mislim, da cerkev kot delivec zakramentov, to je ena največjih stvari, kdo ti bo pa podelil zakramente, če ne cerkev, če ne duhovnik, ki je posvečen, ki mu škof položi roke za to, da dobi to moč, to oblast, da lahko to izvršuje. In brez cerkve, ja, saj moliti pa verovati bi se dalo, ampak jaz mislim, da ravno preko zakramentov, preko cerkve ti, če tako po domače povedano rečem, dobivaš vero, dobiš potrditev tega, sprejemaš zakramente in se s tem v bistvu notranje bogatiš, se srečuješ resnično z živim Kristusom, pod podobo kruha se srečuje samo v cerkvi s tem in mislim, da to je nelogično, da bi to ločevali. Se strinjaš, Luka? Ja.
Ok, kako pa so vajni starši sprejeli odločitev oziroma moj sin gre pa v bogoslovje? Ja, to je od začetka, ko sem jaz to omenil doma, bil za marsikoga šok in jaz sem vedno skušal razumeti, pa tudi zdaj po teh letih bogoslovja še bolj razumem, kot sem prej. Je bilo z ene strani večja podpora kot z druge. Prihajam iz tako dokaj verne družine, kjer se je pač hodilo vsako nedeljo k maši, tudi sam sem ministriral vsa leta osnovne šole. In z ene strani jaz sem dobil to potrditev, z drugo pa malo nezadovoljstva bilo ravno zaradi tega, ker sem se pač prej odločil, da bom ostal doma na kmetiji in za mnoge je bil to šok. Torej, jaz sem bil pripravljen tudi sam že na to, da bi mogoče kdaj sprejel domačo kmetijo, ampak potem pa nenadoma tako druga pozicija, druga pot in verjamem, da je marsikoga to šokiralo, marsikoga prizadelo, ampak Nazadnje so sprejeli. nazadnje so vsi sprejeli. Jaz sem zelo vesel tega, da so, ker mislim, da mi je to tudi omogočilo, da sem lahko v bistvu brez teh težav začel pot bogoslovja in pa pot študija, pot priprave. Tudi ti izhajaš iz tako velike družine ali ravno obratno? Ne, jaz imam pa samo eno sestro. Ja? Ampak moram reči, da sem hvaležen za svoje starše, ker so me res, sicer ko sem jim povedal takoj prvi večer, so bili zelo šokirani in so kar niso hoteli govoriti z mano, oziroma so pač razmišljali o tem, kaj sem dejansko jaz povedal, da bom postal duhovnik, da ne bom imel družine. Ampak že takoj naslednji dan mi je mami pač povedala, da karkoli bom jaz v življenju počel, sam da bom srečen. Če bom jaz srečen, bo tudi ona srečna. In moram reči, da sem res hvaležen za take starše, za tako podporo. Podpora iz sestrine strani? Sestra pa, ja, je sprejela to. Sicer, ja, je sprejela to. V redu. Marko, omenil si tudi nekaj svetnikov. So to tvoji najljubši? Imaš še katere druge, tiste, ki so ti najbolj pri srcu? Glede na to, da je moje ime Marko, mi je najljubši Marko evangelist. Aha. Bil vedno, potem pa, ko sem, saj mi je še, ampak tako v šali večkrat rečem, da ko sem pa prišel na teološko fakulteto, ko smo začeli z raznimi bibličnimi predmeti in z razlagami evangelijev in ker sem videl malo, koliko je tega, sem večkrat tako v šali rečem, da se me malo zameril, ker moram toliko študirati Marko evangelij, ampak ne. Še sreča, da je najkrajši, a ne? Ja, to pa je res. Ne, tako največkrat se vsekakor zatekam k svojemu zavetniku, svetemu Marku evangelistu. Drugače pa tako še dva posebna svetnika imata posebno mesto v mojem srcu, to sta pa sveti Frančišek Asiški in pa sveti Maksimilijan Kolbe. Zakaj pa recimo Kolbe? Frančiška si že omenil? In Frančišek je tudi verjetno bolj poznan tudi mnogim. Ja. Maksimilijan Kolbe pa 14. avgusta goduje. V času druge svetovne vojne je šel v smrt namesto družinskega očeta. Taborišču, ne? Tako. In mislim, da je to dovolj zgovorno dejstvo. Dati življenje za bližnjega, kar ne pomeni zdaj samo pač to, da to, kar je pač naredil Maksimilijan Kolbe, ker je rešil tistega očeta, da je lahko prišel nazaj do družine, šel sam v smrt, ampak dati življenje za drugega ne pomeni samo to fizično smrt, kot so se žal tolikokrat dogajale v naši zgodovini, ampak tako, dati življenje tudi v tej medsebojni pomoči, v molitvi za drugega, ampak seveda takšna herojska dejanja, kot so jih ravno taki svetniki delali in toliko milosti, kot so imeli, so pa res tudi
nekaj božjega, če tako rečem, in so tudi name naredili močan vtis. Jaz ne bi zdaj posebej izpostavil kakega svetnika, ker se mi zdi, da so dejansko vsak svetnik je poseben v eni smeri in bi delal krivico drugemu, če bi pač izpostavil enega. Ampak mogoče, Sveti Luka, recimo, glih to sem mislil sveti reči. evangelist. Ja, glih to sem mislil povedati, da mi je dokaj podoben. Recimo, on je bil slikar, jaz tudi rišem, on je bil tolažnik, jaz tudi zelo rad poslušam, če ima kdo kakšne probleme in tudi skušam vedno pomagati, potolažiti ljudi. Tako da mogoče v tem mi je dosti blizu. No. Luka je bil zdravnik, ampak ti nisi. No, bom pa še, zdravnik za duše. No, Tako. Vidiš? Mogoče tudi, če si ljubitelj jezika, ker Luka ima tudi najlepšo grščino v Novi zavezi. Je res. No, evo ga. Velja pa predlagam, da je čas za glasbo, glasbeni predah, in sicer vaš bogoslovski bend nam bo zaigral pesem Odrini na globoko, če se ne motim, tako je? Tako je, ja. Pa kar predlagam, da poslušamo. Hodil sam, posod sem naokrog lahkih nog brez tebe. Svet sem ljubil, skoraj nič se trudil, da bi te spoznal. Tedaj si prišel ti, o moj Bog z neba mi na pomoč, ker videl si mojo slabotno moč in mi dejal. Odrini na globoko, tam so školjke, izven kril boš bisere drage. Odrini na globoko, tam so školjke, izven kril boš svoj zaklad. Odrini na globoko, tam so školjke, izven kril boš bisere drage. Odrini na globoko, tam so školjke, izven kril boš svoj zaklad. Odrini na globoko, tam so školjke, izven kril boš bisere drage. Odrini na globoko, tam so školjke, izven kril boš svoj zaklad. Odrini na globoko, tam so školjke, izven kril boš bisere drage. Odrini na globoko, tam so školjke, izven kril boš svoj zaklad. No, spet smo nazaj, pa predlagam, da se malenkost dotaknemo pri naslednjih vprašanjih vašega benda. Se pravi, bogoslovci, kot vemo, imate svoj bend. In sicer za začetek, kakšno ime nosi, ima kakšno posebno ime? Posebnega imena nima. Imenuje se bogoslovski bend. Aha. Mislim, da pač je dovolj zgovorno to, da Kako je prišlo do imena? v bistvu nič ni kaj prišlo do imena, ampak pač bogoslovci smo, torej bogoslovski bend. Prejšnji bendi, ki so bili v bogoslovju, so imeli imena, mi ga si še pa nismo dali, to je problem. Aha, katera imena, pa pod katerimi imeni so pa nastopali? Zadnji vem, da je bil Karakter. Zanimivo. Ja. Psihološka razsežnost, niti ne duhovna. Kaj pa z vašo trenutno zasedbo, se pravi, od kdaj ste dejavni, od katerega časa? Ja, dejansko smo se zbrali na začetku letošnjega leta na pobudo Ivana Šumljaka, Hrastnika, pardon, Ja? to se reže, Ivana Hrastnika. Ker pač on se je dosti že prej ukvarjal z glasbo in je predlagal, da bi tudi mi, kot vsako leto do prej, oziroma skoraj vsako leto do sedaj, imeli svoj band. Ja, Ivan Hrastnik je pač bil že tudi v prejšnjem bendu, kot sem delal pri Karakterju. Bogoslovski bend v bistvu ni neka nova stvar, to
to je bil že tudi pred desetletjem, čeprav mogoče prej, ko jih je bilo več, so se bolj ukvarjali s tem, da so imeli bogoslovci svoj oktet. Mogoče ni šlo toliko za to duhovno-ritmično glasbo, ampak ko pa so začeli prihajati bogoslovci, torej, ki so igrali kitare, bobne in vse te stvari, pa so tudi ustanovili bend. Potem lansko leto je bilo pa eno tako obdobje, ko je večinoma teh bogoslovcev postala duhovnikov, so odšli, je bilo leto pauze, no potem pa pač je, hvala Bogu, bom rekel, Ivan Hrastnik ustrajal tu, da smo potem se pa v začetku letošnjega akademskega leta pa dobili v tej sestavi, kot lahko gledalci in gledalke tudi vidijo, ko smo nastopili na nadškofijskem kvizu in upajmo, da bomo zdaj ustrajali. Ampak ni pa preveč vsakdanja zadeva tudi, da bi bil prav en band, en taka moderna zadeva na bogoslovju. Oziroma imajo tudi v Ljubljani mogoče, če veste. Mislim, da v Ljubljani imajo samo pevski Oktet in pevski zbor, s tem se bolj, kolikor je meni znano, mislim, da smo kar Unikat. Tako, mogoče ime za letos. Unikat. Mislim, da je že to narodno zabavni ansambl Unikat, tako da bo treba pobrskati po čem izvirnejšem. Dobro. Koliko članov vas je? Zdaj, članov smo mi dva, Marko poje, jaz igram klaviature, potem je magister Vlado Bizjak, on Ki je igra, tudi spiritual? je tudi spiritual v bogoslovju. Ja. On igra akustično kitaro in pa poje. Potem je Robi, Kitarist? tako, ja. in pa Matjaž, ki je za bas igra, in pa Ivan Hrastnik, ki igra pa bobne. Oziroma, kolikor ga poznam, je celo multi-instrumentalist, Ja. igra še marsikaj. ja. Včasih tudi za harmoniko poprime. Tako, ja, tako. diatonično harmoniko, ne vem, če tudi orgel ne igra. Ne, To ne. ne, To pa okej. ne. No, skratka, ja. Kdo pa je vodja benda? Je dejansko Ivan. Ivan. Vodja benda je Ivan, drugače pa seveda pri našem bendu tudi ne moremo mimo duhovnega spremstva, duhovnega vodstva, to pa je spiritual, Vlado. No, kaj pa konkretno pomeni to duhovno vodstvo? Se pravi, sklepam, recimo molitev pred vajami ali podobno. Jaz mislim, da tukaj se pač najbolje spet uporabi ta fraza, ki jo Slovenci zelo radi uporabljamo, vsaj za mene smo Slovenci zelo pevsko nadarjen narod, kakorkoli. Ko pravimo, kdor srcem poje, dvakrat moli. Mislim, da je pomembno to zelo, naprimer, tudi mi se seveda tega držimo pred in po vajami, molimo. Ravno zakaj? Zato, da bi resnično tudi peli z srcem, da bi tudi tako v vsaki pesmi spoznavali Božjo skrivnost, da bi v pesmi spoznavali Jezusa Kristusa, da bi preko pesmi tudi širili evangelij. Kaj pa liturgično? Je tudi recimo Vlado tisti, ki dela selekcijo ali pa izbor, te pesmi bi lahko peli ali pa te izvajali tam pa tam? No ja, v bistvu, kar se pesmi tiče, se vsi skupaj odločimo, kaj bomo kdaj igrali, čeprav on da vedno zadnjo besedo, to pa res. Mogoče bi tu še omenil tudi razne pastoralne spodbude, ki tako letno prihajajo z strani cerkve, naprimer leto solidarnosti in dobrodelnosti. Dajemo poudarek pač tudi tem, naprimer, da izbiramo pač pesmi, ki govorijo, ki dajo v premišljevanje tudi o dobrodelnosti in solidarnosti, seveda pa na pač pesmi, ki so primerne za neko liturgično obdobje. Ste pa doma v duhovni ritmični zvrsti, ne? Oziroma izvajate tudi kakšno drugo zvrst, bolj klasično, oziroma ljudske pesmi, te cerkvene tudi? Ja, tako, no, duhovno-ritmična seveda prednjači. Tudi po tako, če kje nastopamo, ampak brez kakšne narodno zabavne, kakšne ljudske,
Pa tudi seveda ne gre. A tudi narodno zabavno Tudi. se lotite. Tudi. Ravno prej smo menili harmoniko, Ivan je Ja. harmonikaš in nam ni problema potem. Z električno kitaro Tako. to gre skupaj. Seveda Gre, gre. gre. No, katere narodno zabavne pesmi pa naprimer ste že izvajali? To pa je, jaz bi tako rekel, pač kar ti v tistem momentu pade na pamet. Jaz mislim, da smo vsi iz takšnih okolij večinoma doma, da je vsak od nas zna, vsaj kolikor vidim, tudi veliko pesmi na pamet. In, Na svetu lepše rožce Tudi. ni kot je ta vinska Tako. trta. in mislim, da vidim, da nam res ni problem se zadnjo sekundo odločiti, zdaj bomo pa zapeli v Dolini Tihi ali pa Čebelarja ali pa ne vem, eno od Avsenika in ni problem. Ja, super. Koliko pogosto pa imate vaje, recimo, kako redno se srečujete kot band? Mi se srečujemo enkrat na teden, po približno 1 uro vadimo. Seveda pred nastopi imamo vsak dan vaje, ampak drugače pa enkrat na teden. Kaj pa z nastopi, recimo na katerih prireditvah se pojavljate? Mi se pač skušamo največ udejstvovati pač pri kakšnih mladinskih dejavnostih. Zdaj smo pač imeli tale nadškofijski kviz mladih, ni dolgo nazaj smo imeli dan odprtih vrat Bogoslovnega semenišča in pa redovnih ustanov. Dobivamo pa tudi veliko vabil za obisk na župnijah. Potem v bližnji prihodnosti nas čaka tudi malo tako udejstvovanja na dobrodelnih prireditvah. In se veselimo tega in smo veseli, če nas povabijo. Velja. Pa predlagam, da kar gremo še na eno vašo pesem, Svetel plamen naj gori. O čem poje, čisto tako? Jaz mislim, da je dovolj, če rečemo, svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši. Torej, Mladostniška tako. energija. Gorečnost, pripravljenost, odprtost Pripravljenost reči, da. za Super. sprejmeš luč. Tako. No, tudi na posnetku bomo videli, da je bilo precej živahno na tem kvizu, veliko Razigrano, mladih, je tako. razgibano, pisano in tako naprej, pa kar predlagam spet, da prisluhnemo pesmi. Uživajte. Plamen naj gori v tvoji duši. Zahvaljuj Gospodu se. Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši. Zahvaljuj Gospodu se, ker on
Omenili smo nadškofijski kviz mladih, ki je potekal tu v Mariboru. Kaj konkretno to pomeni? Za kakšno prireditev gre? Tukaj gre v prvi vrsti je pač treba povedati, da kviz oziroma škofija fest, kot imenujemo, so najprej deljeni po škofijah. Potem zadnje srečanje v bistvu je pa tako na metropolitanski ravni, ko se pač župnije z vseh treh škofij zberejo v Mariboru. Tukaj gre za, v prvi vrsti seveda za druženje med mladimi iz različnih župnij, s poudarkom tudi na kvizu. Vsako leto je pač določena tematika. Mladi morajo naštudirati, prebrati kakšno knjigo. Letos, na primer, je bila knjiga od Pedra Opeke, ki opisuje misijone na Madagaskarju. Potem tako v nekem sproščenem vzdušju poteka ta kviz. Ekipe oziroma župnije tekmujejo med seboj, na koncu dobimo tudi zmagovalca, so tudi lepe nagrade. Ampak vedno je pa tudi glasbeno ozadje in Tako, program. vsekakor poleg kviza je še ogromno drugih dejavnosti. Ena med njimi je seveda tudi te glasbene točke. Mi se vedno radi udeležimo tega, tudi smo eni od soorganizatorji, prav bogoslovci. In band se vedno z veseljem pridruži. Se temu pravi, kvizu. niste prvič nastopali? Ne. Kaj pa recimo v redu, če se dotaknemo še malo zvrsti kot duhovna ritmična glasba, ki jo izvajate? In skozi ta kviz, ko opazujete recimo množico mlade, je to tisti pravi način, kako nagovoriti z glasbo, s to ritmiko in tem? Ja, jaz mislim, da vsekakor. To je glasba, ki nagovarja mlade. Jaz sem vesel, da imamo te spote našega benda ravno za nadškofijskega kviza. Mislim, da se lepo pokaže ta razigranost, to navdušenje mladih, ker znajo resnično tako v nekem sproščenem, zdravem vzdušju se poveseliti, zapeti zraven, tudi zaplesati. Mislim, da je to glasba, ki je vsekakor primerna za mlade, ne samo za mlade, mislim, da dviguje duha. In mislim, da je to zelo, zelo Kje pa dobro sta za se mlade. srečala s to zvrstjo? Kako sta prišla v te vode duhovne ritmične glasbe? Ja, jaz sem dejansko v bogoslovju sem se šele začel z njo ukvarjati. Seveda slišal sem že prej to črnsko duhovno glasbo. Sploh te ritmi so mi zelo taki blizu, ker dvignejo duha, ne, dobiš res eno energijo, ko poslušaš tako glasbo. Ja. Pa Marko, ti si tudi že morda z župniji poznal te ritme? Malo, ja. Vem, da že kot mlad fan, da smo tudi na župniji ali pa kje drugje, kakšni drugi župniji imeli razne skupine, ki so izvajale to glasbo, tako da malo mi je že bila poznana, ampak tako bolj resno tudi sam, da sem začel peti, je bilo pa potem tukaj v bogoslovju. Kaj pa, kakšnega mnenja sta glede prisotnosti glasbe oziroma uporabe pri bogoslužju? Ali recimo je premalo zastopana pri mašah oziroma v cerkvi na Slovenskem? Bi je lahko bilo več? Smatrata, da je kako? Jaz imam tako zelo pozitivno mnenje do te glasbe, tudi v sami liturgiji, ampak mislim, da je treba vedeti eno stvar oziroma pač računati z njo, da duhovno-ritmična glasba je bolj kot ne za mlade in da je zelo dobrodošla, zelo priporočljiva pač za maše, kjer so po večini zbrani mladi, ker jaz mislim, da bi se ljudje sedaj, če vzamemo na primer zgodnjo nedeljsko mašo, kjer vemo, da je populacija predvsem naših starejših bratov in sester
ki so mogoče malo težje navajeni na to glasbo, imajo le bolj radi orgle in pa ljudsko petje. In da bi to verjetno imelo bolj negativne učinke, če bi vsiljevali s to glasbo tudi pri takšnih mašah. Za mlade pa vsekakor, za mlade je to nekaj zelo pozitivnega in jaz sem zelo navdušen nad tem, da se takšne pesmi izvajajo tudi pri teh mašah. Kako pa recimo, kaj menite o spreminjanju? Se dogaja tudi na tej slovenski sceni DRG glasbe kakšna sprememba oziroma v katero smer gre? Jaz mislim, da zaenkrat gre sicer v to smer, da ta duhovna ritmična glasba prevzema vlogo prej orgelske glasbe oziroma ljudskega petja, ne? Da se pri mašah vedno več uporablja duhovna ritmična glasba, ker dejansko na tak način se lahko približamo mladim. Težko se jim bomo približali z neko orgelsko glasbo oziroma ljudskim petjem, sploh ne, ker... Ampak tudi ta DRG zvrst je bila včasih bolj na te malenkost ljudski ravni, bi rekel, te otroški, sedaj pa ratuje čedalje bolj udarna, čedalje več rock ritmov je noter. Ni tako? Jaz bi rekel tako kot za vsako stvar, da greš časom naprej. Ja. In zdaj, a je to dobro ali ne, jaz ne vem, nisem za to, da bi to presojal, ampak če je, tako imamo liturgične komisije, ki to določajo, ampak jaz mislim, da je tudi takšna glasba za mlade, tudi pri liturgiji dobrodošla, da ni to, ne vem, kakšen bav ali pa kaj drugega, če sedaj pač bobni igrajo v cerkvi. Jaz mislim, da s tem lahko isto daješ čast Bogu in pa povzdiguješ liturgijo kot pa z ljudskim petjem. Bobni oziroma tolkala so tudi med prvimi instrumenti sploh na svetu, se pravi, nekateri pač pravijo pa, ja, bobni niso za v cerkev, to razbijanje ne paše v ta sveti prostor ali pa mir, ampak je pač stvar od dojemanja oziroma tudi želja. Tako, in najbolj še tudi stvar načina uporabe. Zdaj, če gledamo bobne pri kaki res necerkveni oziroma pri kaki rock glasbi na splošno, tisto ni za v cerkev, ampak če pogledamo te duhovne pesmi, pa jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi bobnov uporabljali v cerkvi, če s tem slavimo Boga oziroma poveličujemo njegovo ime. In pa kot sem že prej dejal, pač to je stvar različnih populacij ljudi. No, na slovenski sceni je tudi prisotnih v tej zvrsti nekaj duhovnikov, če omenim recimo samo Saša Mugerlija ali pater Janeza Ferleža ali brate Kapucine. Gotovo imajo svoj super, bi rekel, pozitiven prispevek, ampak vidite v tem duhovništvu tudi kako večji pomen, vpliv oziroma globino v prispevku, se pravi duhovnik kot glasbenik. Sigurno, tudi duhovnik s tem da sam neki pritrdilen odgovor na to glasbo. Če vidiš duhovnika s kitaro ali za sintesajzerjem, je to prej blagoslov kot kaj drugega in hvala Bogu, da je tako in da imamo v Sloveniji kar veliko duhovnikov, ki igrajo inštrumente, nekaj pač takih, ki so tako javno tudi zelo znani. Je pa veliko duhovnikov, ki pač skrbijo, naprimer igrajo kitare, pa se srečujejo z mladinci ali pri verouku, ki igrajo na kitaro in to je res blagoslov. A ni zanimivo tudi, da recimo v duhovniških vrstah srečamo veliko ravno glasbeno talentiranih ljudi, recimo sploh bi rekli lahko, da večina duhovnikov je pevcev, če že ne, ima posluh, ima smisel za glasbo. Se strinjate z mano ali? Najbolj res. Ampak to je tako, kot je Marko že prej rekel, da Slovenci smo na splošno zelo glasbeno talentiran narod, sploh pevsko smo zelo
na višku, se mi zdi. Tako da ne bi temu pripisoval nekega posebnega pomena. Aha. Ena stvar je mogoče še za izpostaviti tu, kot ste omenili, duhovnik, pevec. Jaz mislim, da to je res ena takšna dobra stvar in pa mislim, da tudi za ljudi, če zna duhovnik lepo zapeti. Vemo, da je veliko mašnih delov tako sestavljenih, da mora uporabljati petje. Ampak tu je zelo pomembna doba formacije, doba naše priprave na duhovniški poklic. Prej, dokler nisem bil v bogoslovju, dokler se nisem toliko z glasbo ukvarjal, sem bil zelo skeptičen do tega, da če ti nimaš posluha, da bi lahko prišel mogoče do boljšega glasu, ampak zdaj vidim, ko imamo mi priložnost bogoslovci solo petja, dovaj solo petja, da se tudi to lahko spremeni in mislim, da s trdim delom je lahko vsak duhovnik postane dober pevec, vsaj pač za tiste stvari, ki jih pač mora znati ali pa mora uporabljati pri bogoslužju. Bosta vztrajala tudi kot glasbenika še v bodoče, recimo tudi, ko bosta enkrat že globoko v duhovniških vrstah oziroma nekje na župniji? Ja, seveda. Se trudila ustvariti kak band, ga voditi? Tudi to ni izključeno. No, da bi čim več ljudi navdušili, pa bomo spet poslušali eno pesem, ki ste jo izvedli na kvizu, in sicer Posvečujem tvoje ime. Že naslov je zelo pomenljiv, ne? Tako. Posvečujoč, duhovniški na nek način, tako da... Pa tudi pesem primerna za postni čas. Tako. Pa kar prosim, da jo spet zavrtimo. Povzdigujem tvoje ime, prepevam ti zahvalo, samo to želi srce. Isus, anjel vsi spoznajo, prišel z nebes na zemljo, pokazal dom, šel iz zemlje na križ, moj plačal dom, in iz križa v grob, in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Povzdigujem tvoje ime in prepevam ti v zahvalo, samo to želi srce. Isus, te vsi spoznajo, si šel z nebes na zemljo, pokazal Bog, šel iz zemlje na križ, moj plačal dom, in iz križa v grob, in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Povzdigujem tvoje ime, prepevam ti v zahvalo, samo to želi srce. Isus ti spoznajo, si šel z nebes na zemljo, pokazal Bog, šel iz zemlje na križ, moj plačal dom, in iz križa v grob, in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Spet smo nazaj. Slavilna glasba, bi lahko rekli, je tudi zelo popularna v drugih cerkvah, recimo zelo značilna je za te protestantske cerkve oziroma razne podveje, podcerkve, če rečem. Zakaj je recimo tam tako zelo uspešna oziroma udarna? Velik prispevek na duhovnost ima namreč. Oziroma, kako je na tej relaciji v primerjavi z katoliško cerkvijo? Mislim, mogoče dejal pač, da preko
teh slavilnih pesmi pač navezuješ tako tudi stik z Bogom. Jaz bi mogoče bolj poudaril eno stvar tukaj, ko ste omenili protestante in pa druge cerkve. Mislim tudi na te binkoštne Tako. te zadeve. Ja. Jaz mislim, da je ravno pesem pa ravno te slavilne pesmi odlična priložnost za vse nas, ko se trudimo k temu našem ekumenskemu nagnjenju, če tako rečem, k naši povezanosti, ker smo le vsi bili ena cerkev, pa smo vsi Kristusovi in to nas lahko v bistvu v prvi vrsti zelo povezuje med seboj. Zakaj točno oni tako poudarjajo to glasbo, sam sicer točno ne bi vedel, ampak mislim, da je ravno to preko glasbe iskati stik z Bogom. Sama beseda slavljenje že pove veliko, da slaviš, da hvališ Gospodovo ime, da se mu zahvaljuješ, ga prosiš. Kar je osnovni namen Tako. bogoslužja. Ne? Tako. Ja. Kaj pa recimo slavilna glasba in mladi, oziroma vemo, da danes, ko je svet, če rečem, prepit z vse sorte glasbo, ne, tudi morda z duhovno glasbo, ali znajo mladi se odpovedati glasbi, oziroma znajo ceniti tišino, tudi se umakniti, kadar potrebujejo to? Ja, sigurno, da znajo tudi s tišino slaviti Gospoda, čeprav to je zelo taka osebna zadeva, ne. Dejansko, jaz mislim, da sam način slavljenja ni pomemben. Važno je, da ti pristno slaviš Boga, res, da se pač želiš z njim povezati, oziroma ja, da ga želiš slaviti. Lahko ga slaviš z glasbo, lahko ga slaviš s tišino, ne vem, odvisno od človeka najbrž. In današnje mlade bolj kot ne nagovarja taka glasba, tako da če to za njih način slavljenja, potem ne vem, zakaj ne bi bilo to prav. Zakaj bi mogli biti zdaj glih tiho, oziroma zakaj bi mogli meditirati, če jim to ni blizu. Ja? V bistvu gre tudi tu za to, da mladi na ta način priznavajo svojo vero, svojo pripadnost preko te glasbe. In jaz vidim pri mladih, da imajo tako do te glasbe, predvsem seveda je pomembna vsebina, kaj govori, zelo tak spoštljiv odnos in da tudi vejo v bistvu, kaj pojejo ali pa kaj se poje. Aha. No, pred nami so prazniki, največji prazniki v krščanstvu, pa me še zanima, kako bosta praznovala, se pravi najprej cvetna nedelja kot najbolj taka. Ja, bogoslovci tako smo vedno v teh praznikih tudi zelo, če rečem, obremenjeni, ampak mislim tukaj na obremenitev pač v nekem zelo pozitivnem smislu. To so eni najlepših praznikov, ko se tako spominjamo res tako nazorno, tudi liturgično preko obredov tega velikega tedna, od trpljenja, smrti do vstajenja in zmage življenja nad smrtjo. Začenjamo, kot ste rekli, na cvetno nedeljo. Tu smo bogoslovci, tudi midva še v Mariboru, v Mariborski stolnici, pri blagoslovu zelenja, Butar. Sam tudi sodelujem z stolnim pevskim zborom, ker bomo peli pasijon, tako da sem za cvetne nedelje pri stolnem zboru. Potem pa gremo domov v sredini tedna, predno se začne velikonočno tridnevje, ko smo bogoslovci tudi prisotni pri krizmenih mašah. Potem pa odidemo na svoje domače župnije in seveda tam jaz osebno pač pomagam, kolikor morem svojemu domačemu župniku. Kot sem dejal, je pač veliko stvari za pripraviti, voditi in to je v bistvu tako tudi naša, na nek način naša vzgoja. Se pa samo osebno vedno veselim teh praznikov, ker je tudi malo priložnost, da se
srečam z družino, srečam s sorodniki, s prijatelji, ki jih tako med letom bolj malo vidim in na nek način tako skupaj doživljamo to velikonočno skrivnost vstajenja Jezusa Kristusa. Kaj pa, Luka, kako pa tvoje izgledajo oziroma doživljanje ali pa celo obveznosti med prazniki? Ja, dejansko zelo podobno kot Marko, ne. Pač v nedeljo smo tukaj v Mariboru, vsi skupaj še, bogoslavci, in potem v četrtek, ko imamo krizmeno mašo, bomo v škofiji pač pomagali pri maši v asistenci. In potem pa bomo pomagali na župnijah, ker dejansko čez praznike je vedno dovolj dela na župniji, tako da je duhovnik vedno vesel pomoči, a ne. Pa tudi poskusil si vzeti nekaj časa da grem malo po obiskih po družini pač, ker dejansko čez leto smo zelo veliko časa tu v Mariboru in pol pač nimam časa, da bi vse obiskal. Tako da je zdaj to lepa priložnost, da grem malo okoli po obiskih. Ja. No, te prazniki so tudi ponavadi množično obiskani, recimo med najbolj obiskanimi so gotovo recimo velikonočni blagoslov jedil. Kakšno vlogo imajo te stvari? Recimo pridejo tudi ljudje, ki sicer čez leto ne zahajajo v cerkev. Mislite, da se jih posebej dotaknejo tudi take obredi, oziroma, če rečem, malenkost tudi folklora, pa nič v slabšalnem smislu? Jaz mislim, da imajo ti obredi zelo pomembno vlogo. Ravno zaradi, kot ste rekli, zaradi ljudi, ki mogoče drugače ne pridejo tolikokrat v cerkev. Jaz sem na Veliko soboto, ko vidim, koliko ljudi prihaja blagoslovom jedil, vedno zelo vesel. In Bogu hvaležen, da imamo še v Sloveniji ta obred blagoslova velikonočnih jedil, ker resnično pride ogromno ljudi, takšnih, ki jih drugače ne vidiš v cerkvi, ampak jaz sem zelo vesel, da pridejo vsaj tedaj, ker tudi vemo, da sami obredi nas na nek način tako pomagajo voditi k veri, k Bogu. Obredi nam razlagajo skrivnost raznih dnev v velikem tednu in velike noči in jaz mislim, da popolnoma vsakega, ki pride k tem obredom ali pa, kot smo izpostavili, blagoslov velikonočnih jedil, se ga nekaj dotakne, ker tudi ne verjamem, da bi ljudje prihajali k obredom, če ne bi vsaj nekaj vere ali pa vsaj nekega prepričanja bilo v njih. V redu. No, ja? Saj dejansko je Marko že dosti povedal, tako da se popolnoma strinjam z njim, da hvala Bogu, da vsaj takrat pridejo, vsaj na te večje praznike. In mogoče bo pa koga zamikal, pa se bo počasi vrnil v cerkev, tudi prek tega. Tako da Bogu hvala, da pridejo, res. Še ena slavilna pesem je pred nami, Pridi Sveti Duh. S tem se bomo tudi počasi poslovili. Draga gosta, Marko in Luka, jaz se vama zahvaljujem tudi vama, da sta se udeležila tu v studiu. In pa seveda upam še na kakšno snidenje, morda tudi v glasbeni obliki, ne? Ja, tudi, verjetno tudi midva oba. Jaz sem vesel, da smo lahko bila danes gosta in pa da lahko že danes tudi sam tako osebno voščim vsem blagoslovljene velikonočne praznike. Pridi Sveti Duh, pridi od srca, sinovi ljubezni užli duha i nas osvobajaš vseh strahov. Podeli cerkvi svojih darov, ko gorski pot razlivaš pot, na večeš grlat krasiš nebo, to meni je ena želja ti, da v mojem srcu svila živi. Pridi Sveti Duh,
strahov. Odini cirkvi svoj narod, budi kralj vseh sanj, kralj vseh skrbi. Vsega, kar bilo je in že ni, kajti v meni ena želja, ki gremo skupaj, a moje srcu spet zaživiš. Pridi Sveti Duh, pridi v srca, sinovi ljubizni žgi duha, ti nas osvobajaš vseh strahov. Odini cirkvi svoj narod, tebi pravim Jezus je Gospod, tebi znova Božji samo tron, meni ena sama želja tvih, da v mojem srcu vedno živiš. Pridi Sveti Duh, pridi luč srca, sinovi ljubizni žgi duha, ti nas osvobajaš vseh strahov. Odini cirkvi svoj narod, pridi Sveti Duh, pridi luč srca, sinovi ljubizni žgi duha, ti nas osvobajaš vseh strahov. Odini cirkvi svoj narod. Dragi gledalci, tudi vam se zahvaljujem za ogled te oddaje in vas povabim in pozivam, da spremljate televizijo Exodus še v bodoče, in sicer na praznike bomo predvajali naslednji program. Na cvetno nedeljo boste lahko deležni svete maše in angelusa oziroma angelovega češčenja, na veliki četrtek krizmena maša in spomin Gospodove zadnje večerje, na veliki petek, danes teden, bo oddaja Jubilate žal odpadla zaradi obreda velikega petka in pa križevega pota, ki bo potekal po Koloseju, posnetek. Na veliko soboto bo velikonočna vigilija in pa na samo veliko noč sveta maša in urbi et orbi. Zahvaljujem se vam še enkrat, za sam konec oddaje Jubilate tokrajšnje pa bomo slišali še zadnjo pesem od bogoslovskega benda Cesta zvabila me je. Cesta zvabila me je na srce,